Danes tukaj v Termoelektrarni Brestenica slavimo en pomemben prelomni dosežek v našem poslovanju, torej uradna otvoritev plinskega bloka 7 z nazivno močjo 56 MW, katerega dobavitelj je podjetje Siemens Slovenija. Tudi ta nov plinski blok je prilagojen ročni rezervi za povrnitev frekvence, zagonu agregata brez zunanjega vira napajanja ter izpolnjuje vse zahteve po napajanju nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško. Z uradnim pričetkom obratovanja novega plinskega bloka ima tako Termoelektrarna Brestenica inštaliranih 406 MW moči, kar predstavlja več od slovenske polovice jedrske elektrarne Krško. To bi bilo na kratko za uvod, zdaj pa morda vprašanja. Finančna konstrukcija, če še omenim, no to je tudi zanimivo. Po Invest programu iz leta 2015 smo imeli načrtovanih 26 milijonov 450 tisoč in kljub temu, da je Invest program iz leta 2015, mi dosegamo ta finančni okvir. Poglejte, za prihodnost elektrarne je bil to ključni projekt. Torej ne 6 in 7, kako govorim, ker sicer sem bil vedno v bojazni, da bo Termoelektrarna Brestenica šla po poti Trboveljske elektrarne. Tako pa imamo zdaj dva nova sodobna agregata, ki sta ob teh sistemskih storitvah tudi zanimiva za komercialno obratovanje in po moji oceni je to neka nova tržna niša in neka svetla bodočnost za elektrarno. Pa 8 in 9? 8 in 9. Mi imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, kot jaz rečem, mi lahko jutri zaženemo stroje, samo da odločevalci dajo zeleno luč. Ja, takrat je bila tista naša skrita želja, da ob plinskem bloku 6 postavimo še plinski blok 7 in lastnik, torej družba Gen Energije, kateri se tudi zahvaljujem za vso podporo, je prepoznala, da je tudi plinski blok 7 zanimiv in tako smo pač začeli z samo izgradnjo. Tudi časovni plan, kljub koronavirusu smo kar sledili, je bil en mesec sicer zamude, ampak ni bilo nekih večjih pretresov. Tako je, 7 je poskusnem obratovanju, ravno danes, če vidite, obratuje 7, prvi bo po planu od 3 do 6 zvečer, no zdaj so podaljšali do 18. ure. Ne do 18, do 22. ure, se opravičujem. Plinski bloki 1, 2, 3, s katerimi smo nadomestili, ali bomo nadomestili, pač te bloke, mislim, zdaj bloki 6 in 7, imajo izkoristek 27%. Te novi plinski bloki imajo 39%. In to pomeni, da dobimo iz pač vloženega te energije z gorivom veliko več izplena, veliko več kilovatnih ur ven in zato je tudi cena temu primerna in lahko obratujemo na trgu električne energije. Termoelektrarna Brestenica je sistemska elektrarna in mi imamo v bistvu preko Gen Energije sklenjeno pogodbo z Elesom. In Eles pač ima, bom kar rekel, take penale v tej pogodbi, da kolikor mi pač v tem danem trenutku, ko on želi, da štartamo in da odigramo tisto vlogo, ki jo imamo v sistemu, ne uspemo, jaz lahko rečem, da lahko gremo tisti mesec kar domov. Taki so penali. In stari plinski bloki več niso imeli svoje zanesljivosti, s temi novimi bloki pa zagotovo bomo to zanesljivost dosegali in bomo tudi pač vlogo naprej igrali takšno, kot je pričakovana. To je bil prvi korak, tako da dejansko mi smo v nekem doglednem času, tako kot se neko prehodno obdobje 10 let, ko bomo dejansko videli, da 6, 7 delajo 100% zanesljivo, potem bomo te bloke pač razgradili in ali pa odprodali, bomo videli, kakšna bo strategija. Ne, ti se pa čisto dodatno, ti se pa povečanje moči same elektrarne, je pa zgradba, tam bo stala pri tej obstoječi zgradbi 6 in 7.